Tekmovalci so najprej dobili pošten zajtrk, potem pa so se cel dan merili v različnih družabnih, strateških in spretnostnih igrah. Ker gre za prvi večji test pred volitvami, so bili v središču pozornosti seveda politiki. Pardon, lušna si jej, ne? Žuja. A jaz pa nisem Ja, niti ne. lušna. 30 let nazaj mogoče. Kaj je mal, najbolj švegam napisal? Jaz bom najprej raj zmagal volitve. Ja, to priznam, imaš neko karizmo, sam to ima marsikdo, si pa tudi igralci, ljudje igralcu ne zaupajo. Nikoli ne vejo, če jim govoriš resnico, ali sami igrajo vlogo, ne? Jaz sem preslab igralec, da bi tako Ja, skozi to igral. res, jaz Marje ne poznam šest kamenka in je res Nobeno skozi nikoli tak. ne zlihto, a? Nikoli nič. Ko pa kje pod mizo, a? Veste, ne. Kole imamo? Šircel, kje si? Jaz ne delam tako kot stare sile. Dobrodošli na igrivem zajtrku. Začeli bomo s prvo igro, ki bo Kdo je gnilo jajce. Za vsako izmed miz sedi nekdo, ki je gnilo jajce in vaša naloga bo, da z dobrim opazovanjem odkrijete, kdo je to. Matej, povej, ali že imamo zmagovalca letošnjega turnirja kruha in iger? Ravno pred nekaj minutami se je začel finalni dvoboj, v katerem se merita Matjaž Han SD in Andrej Šircelj SDS. No, kako pa zgleda ta igra muči? Oba sedita na tleh s hrbtom eden proti drugemu. Roke imata prepletene v komolcih, zmaga pa tisti, ki prvi na tla podre nasprotnika. Marcel, tole se sliši kar zabavno, a ne? Ja pa ni, ne, tu ni hec. Znači, obe stranki si že od samosvojitve naprej kažeta hrbet, hkrati pa sta toliko pleteni v razne posle, da ne morata narazen drugač, kot da ena drugo spravita na tlane. Matej, kje pa je končal Marjan Šarec, veliki up sredinskih volivcev? Šarec je nepričakovano izpadel že po prvi igri. Bil je gnilo jajce.